Lepo pozdravljeni. V zadnjih dneh in tednih ste se, spoštovani državljanke in državljani, na stranko Gibanje Svoboda obrnili s številnimi vprašanji o ključnih izzivih naše države in družbe, o temah, ki vas skrbijo. Zato smo se odločili, da bomo v studiu Gibanja Svoboda v pogovorih z našimi ministri, poslanci, župani, svetniki in drugimi člani stranke Gibanja Svoboda na ta vprašanja tudi odgovorili. In ni naključje, da je naša prva tema zdravstvo. Zdravje je za Slovenke in Slovence ena izmed ključnih, najpomembnejših vrednot. A dejstvo je tudi, da področje zdravstva v zadnjih letih pestijo številne resne težave. Zato je naš današnji gost minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Gospod minister, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste si vzeli čas. Ja, lepo zdrav, z veseljem, vedno. Da pa ta čas, kar se da dobro izkoristiva, pa predlagam, da se kar lotiva seznama vprašanj, ki seveda ni kratek. In prva točka, to ne preseneča, je ena izmed najbolj perečih težav zdravstva že v zadnjih nekaj letih. Več kot 130 tisoč ljudi v Sloveniji nima izbranega osebnega zdravnika. Kaj je šlo v preteklosti narobe, da smo prišli do tega položaja, ko toliko ljudi nima svojega zdravnika? Ja, skozi leta smo primarno zdravstvo vedno zapostavljali. 10 let specialisti družinske medicine niso bili slišani. Recimo leta 2018 smo imeli 120 tisoč ljudi, zdaj jih imamo 130 tisoč. In vsako leto je za odtenek slabše. Letos je očitno smo prišli najverjetneje do točke, ko bomo mogli nekaj bolj radikalno poseči. Vse tisto, kar se v vseh teh letih ni naredilo, bo treba zdaj v kratkem času narediti spremembo sistema. Mi bomo te stvari počeli januar, februar, marec in najkasneje 1.1.2024 bo cel sistem nekoliko drugače zastavljen in bodo pacienti imeli svojega osebnega zdravnika. Torej, na tem pravzaprav že delate. Kaj pa torej svetujete nekomu, ki danes potrebuje zdravniško pomoč? Napovedane so bile tudi te ambulante za neopredeljene paciente. Kje se lahko ljudje prijavijo? Kaj lahko pravzaprav storijo? Navodila bodo zdravstveni domovi dobili takoj po 5. 6. januarju. Te ambulante bi morale zaživeti. Denar je za to. Mi smo dali jasno navodilo. Ob temu pa naj pacienti še gledajo malo, morda iz svojega kraja so družinski zdravniki, ki še sprejemajo paciente. Seveda, če pa je stanje nujno in tako naprej, bodi si v zdravstvenem domu, bodi si v urgentnem centru, nihče ne sme pacienta zavrniti. Takoj tudi po novem letu bomo pričeli urejati delo, torej poenotiti delo v vseh urgentnih centrih, da bo enako, da bodo ljudje manj čakali. Največ težav je spet v urgentnem centru UKC Ljubljana, ampak jaz mislim, da bodo do 1. marca te zadeve urejene. Načrt je, strokovni konsens je. Mi na tem delamo že 3 mesece in takoj po 5. 6. januarju bomo to tudi predstavili. Torej, omenili ste urgentne centre. Za veliko razburjenja v lokalnih skupnostih je poskrbel nek osnutek, delovni osnutek reorganizacije nujne medicinske pomoči, češ da se v številnih večjih krajih po Sloveniji ti urgentni centri oziroma te nujna medicinska pomoč, da se ukinja. Ali torej res ukinjate nujno medicinsko pomoč v določenih občinah? Zakaj je ta reorganizacija pomembna in ali to ne prinaša nekega večjega tveganja za zdravje in življenje ljudi? Kako bo torej poskrbljeno za tiste, ki res potrebujejo nujno pomoč? Tveganje imamo že sedaj. Namreč leta 2015 smo v Sloveniji izgradili urgentne centre brez vsebine in prenova delovanja nujne medicinske pomoči ni bila nikoli končana. Je ostala nekje med urgentnimi centri in med zdravstvenimi domovi. Danes vidimo, da so zdravstveni domovi v Sloveniji, ki ne uspejo več zagotavljati 24-urne nujne medicinske pomoči. Teh je kar nekaj, na ministrstvu smo imeli že 5-6 sestankov s posameznimi občinami. Torej, mi moramo urediti področje nujne medicinske pomoči, da bo vsaj takšno, če ne bistveno boljše. To je namen. Seveda smo vedno izhajali iz tistega, kar je ostalo 2015. Korak po koraku bomo šli. Jaz moram na tem mestu ljudi pomiriti, bo boljše, bo bolj jasno. Zakaj pa moramo to narediti? Zato, ker če želimo imeti primarno raven dostopno, da bodo šli ljudje v zdravstvene domove k
družinskim zdravnikom morajo biti pravzaprav delovišča ločena. Eno je nujna medicinska, eno so urgentni zdravniki, mi imamo precej specialistov urgentne medicine, ki ne delajo v urgentnih centrih, in eno so zdravstveni domovi z dežurno službo in ambulantami družinske medicine. Ko bomo to uredili, bo tudi dostopnost boljša, nikakor pa ne bomo zmanjšali dostopa do nujne medicinske pomoči, kvečjemu bo bistveno izboljšan. Ko bo zadeva urejena, končana, z vsemi deležniki, najprej strokovnimi se bomo uskladili, tukaj smo zelo blizu, potem bomo šli seveda po regijah in po občinah in bomo dosegli kompromis. Nič se ne bo zgodilo 1.1.23. Če bomo delali hitro in učinkovito, bomo imeli neko novo mrežo z dispečersko službo, z vsemi jasnimi deležniki, kam, kdaj, kdo gre s 1.1.24. Prejeli smo nekaj zelo konkretnih vprašanj, pa če enega kar navedem. Plačujem v zdravstveno blagajno, pa nimam osebnega zdravnika, torej ne dobim vseh zdravstvenih storitev, ki mi pripadajo. Ali je možnost, da znižate prispevek za tiste, ki nimajo osebnega zdravnika? Ne, v tem trenutku seveda to ni možno, mi moramo najti način, kako bomo reorganizirali ali pa spremenili način financiranja. To je tisto, kar zdaj tako leva kot desna skrajna politična opcija ves čas tulijo. Skratka, mi moramo najti pot, kako nadomestiti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kako pravzaprav dobiti še vire v zdravstvu. Namreč staramo se in mi moramo danes, pomeni v roku enega leta, nasloviti tisto, kar nas čaka v naslednjih 15 letih. To so naredili Finci, po tej poti moramo iti tudi mi. Torej, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je ena izmed, pomembnih zavez koalicijske pogodbe. Zdaj, rekli ste, to ne more biti samostojen ukrep narejen čez noč. Vam pa kritiki, tudi to ste že nekako omenili, nekako očitajo, da s tem, ko odlašate, v bistvu kažete na to, da ne mislite resno s tem. Kako jim odgovarjate? Poglejte, še nobena vlada ni po 7 mesecih nič naredila. To, kar smo mi naredili v 7 mesecih, vse, kar smo dali ven, je zelo veliko. Tisti, ki pozna zdravstveni sistem, to ve. In do marca bomo dali ven predlog, kako mi vidimo, kateri sta tiste dve opciji, da bi lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestili. Potem bomo pa videli, ker bo potrebna široka razprava in seveda nov družbeni dogovor, ki smo ga v Gibanju Svoboda tudi napovedali. Skratka, vsi deležniki se bodo mogli strinjati, kakšen zdravstveni sistem želimo imeti. Prvi korak bo gotovo 1.1.24, pa pol 25, pa končna reforma 26. Tudi Finci so potrebovali 3 leta, da so izpeljali, s tem, da je bilo njihovo izhodišče bistveno boljše, kot je naše. Torej, kako boste zagotovili dovolj zdravnikov tam, kjer jih primanjkuje? Pa to mislim in na območja in na področja. Zdaj, kar se tiče na sekundarni ravni, kot kažejo podatki, imamo zdravnikov dovolj. Na primarni ravni nam seveda manjka 300 zdravnikov. To je številka, ki se vleče že skozi desetletje zdaj, lahko da celo tudi več. Mi moramo najprej družinsko medicino razbremeniti. Razbremeniti administrativnih postopkov, potem moramo dati kompetence zdravstveni negi. Ko bomo to naredili, potem lahko pričakujemo, da bodo zdravniki delali samo svoje delo in imeli dovolj časa, potem bo pa treba najti ali vpis zvečati, ali razmisliti o drugih opcijah, ali stimulirati na nek način mlade ljudi, da se bodo odločili za poklic družinskega zdravnika in ne nazadnje tudi urgentnega zdravnika. Na ta način bomo v celoti okrepili primarno raven. V kratkem bomo tudi predstavili poenostavitev, bom rekel, uvoza zdravnikov. Vsi te postopki, ki danes so bistveno predolgi, tako da tudi da temu delamo. Če je nekje pool zdravnikov, ki želi delati pri nas, bomo to po neki hitri poti uredili, da pridejo. Seveda 300 zdravnikov družinske medicine ni moč nadomestiti čez noč. Mi moramo najti pogoje, da se bodo zdravniki za primarno medicino odločali in družinski zdravnik mora biti enako spoštovan, enako plačan, enako upoštevan kot recimo kardiokirurg v neki bolnici.
Sprejeti je bil interventni zakon, 200 milijonov evrov za skrajšanje čakalnih vrst. Se rezultati že kakorkoli poznajo, oziroma kdaj se bodo čakalne dobe skrajšale? En del, torej ta krivulja že pada. Konec marca bomo lahko potegnili črto, se pravi januar, februar, marec bo treba počakati. Sedaj je vse kristalno jasno, z zavodi smo naredili nekaj krogov, vse je razloženo, zakonska podlaga je, precej je odvisno od menedžmenta in bomo videli konec marca, kako rapidno bo ta krivulja padala, od tam bomo šli potem dalje. Kaj boste pa naredili, da bodo zdravniki pravzaprav spet začeli aktivno s fizičnimi pregledi pacientov, ne zgolj po telefonu? To se sedaj že bistveno izboljšuje. Videli smo, kaj se je zgodilo med COVID-om, sedaj imamo tako imenovano post-covidno krizo. Tudi v zdravstvu ta post-covidna kriza je prisotna v celi Evropi. Treba bo dati oziroma najti jasno pot, kaj je tisto, kar je telemedicina. Telemedicina so v bistvu in videoklici in telefonski in tako naprej, tega pri nas še ni. Torej, prvi korak bo absolutno digitalizacija z jasno mejo, kje je meja, dokot je v bistvu varno s telemedicino zdraviti in odpreti ambulante, da bodo pacienti prišli do osebnega zdravnika. Kdaj bo spet ta možnost kratkotrajne bolniške odsotnosti, se pravi do 3 dni, ne da bi obiskali zdravnika? Ja, to bo sistemski ukrep. Mi imamo že zdaj eno skupino, ki se ukvarja z absentizmom, se pravi, in celo področje uravnavanja bolniškega staleža bomo naslovili s temi istimi spremembami v paketu. Najverjetneje bomo marca odprli zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in tam notri bo definirana 3-dnevna, 7-dnevna bolniška, kako pridemo, kaj je kratkoročno, kaj je v bistvu dolgoročno, ker moramo vedeti, mi imamo nekaj tisoč ljudi, ki so v staležu več kot 1 leto. Samo tega ne moremo odpreti. Ko bomo odprli cel paket, bomo tudi sistemsko umestili kratkotrajne bolniške, ali je to 3 dni, ali je 5 dni, ali je 7 dni. Po Evropi imajo zelo različne načine in takrat bomo to upeljali. 1.1.24 bo to začelo veljati. Kdaj pa se bo, če sploh, oziroma kdaj lahko pričakujemo, da se bo končalo to testiranje za COVID in pa obvezna izolacija? Tako kot zdaj kažejo podatki, bi mogli biti povsem varno zunaj z 1.4. Moramo pa zdaj počakati, kaj bosta prinesla januar in februar. Skupino na NIJZ smo ves čas v stiku, ampak tako kot kaže, tako kot se tudi v Evropi pogovarjamo, iz tistega najhujšega bi pravzaprav lahko prišli 1.4. Zanimivo je, da se pojavljajo tudi cepiva, kjer je kombinacija COVID-a in gripe, to je prihodnost. Skratka, COVID bo postal podobno kot gripa, neko sezonsko obolenje, ki ga bomo lahko v našem zdravstvenem sistemu zdravili tako kot gripo in ostala prehladna oziroma respiratorna obolenja. Le še nekaj dni nas loči od leta 2023, to je leto, ki bo, kot napoveduje vlada, leto reform oziroma leto, ko bodo te dobile neko konkretnejšo podobo, da bodo kasneje lahko stopile v veljavo. Kako torej pripravljate to reformo, kaj torej počnete že zdaj in kaj bo ta reforma, kaj bojo ključne rešitve te reforme, kaj bo prinesla državljankam in državljanom? Torej, ta reforma bo tekla v prvi polovici leta 2023, to so zakonodajne spremembe, ki jih na ministrstvu že pripravljamo. Sedaj smo se tudi dogovorili, da bo januarja en tak velik koalicijski vrh na temo zdravstva, kjer bomo vse te zadeve tudi predstavili, kjer bo Gibanje Svoboda jasno predstavilo, kako te stvari vidimo. Gremo pa v bistvu v luči digitalizacije zdravstvenega sistema, torej e-karton, da bo vse lažje, bolj enostavno in končno transparentno. Gremo v luči, da spremenimo sistem financiranja ali zbiranja denarja v zdravstvenem sistemu, se pravi, da dokončno uredimo, spremenimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Gremo po poti, da bomo jasno imeli potrebe, se pravi mrežo zdravstvenih storitev na celi državi, po občinah, po regijah, kaj kdo mora, sme, lahko dela.
in da v bistvu točno definiramo in ločimo pravzaprav javni zdravstveni sistem od zasebnega, da definiramo, kdo lahko kje pod kakšnimi pogoji dela. Če bomo hitri, na ministrstvu bomo hitri, naši zakonodajni predlogi bodo šli, če se bomo uspeli uskladiti, lahko pričakujemo, da bo dobršen del teh stvari pričel veljati 1.1.24, drugi korak 1.1.25 in zadnji korak, ko bo celovita reforma končana in bo najverjetneje mogla vključevati tudi del socialnega varstva. Recimo Finci so naredili tako imenovane well-being counties, kjer so združili zdravstvo in socialo v eno. Skratka, imamo kratek čas, ki ga moramo izkoristiti. Vse, kar je pozitivnega v našem zdravstvenem sistemu, moramo obdržati, nadgraditi, zato da bodo pacienti ali pa državljani prišli do zdravstvene storitve, ko jo potrebujejo, da bo solidarna in da bomo imeli ta pravo socialno državo enakih možnosti za vse prebivalce, ne glede na status in ne glede na to, kje živijo. To je končni cilj in k temu cilju gremo. Razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Zakaj je to tako zelo pomembno? Mi moramo v bistvu krepiti javno zdravstvo v smislu javnih zdravstvenih zavodov, državnih ali občinskih. Tukaj notri moramo zagotoviti pogoje, da bodo delavci, zdravstveni delavci, zdravniki, sestre, vsi ostali kader v tem sistemu ostal, da bo jasno nagrajen za svoje delo in da ne bomo imeli sedaj prehajanja, kot ga vidimo. Skratka, jasno bo potrebno pravzaprav definirati, kdo, kaj in koliko sme delati. To je recimo v Estoniji in na Finskem vse jasno zapisano. Važno je pa zato, da ljudje pridobijo zaupanje in da z eno kartico, ki bo osebna izkaznica in tudi zdravstvena, ko potrebujemo storitev, pridemo, vemo, kaj je univerzalna zdravstvena storitev, ki jo krijemo iz zbranega denarja za zdravstvo in kaj je tisto, česar pa čistega ne bo možno kriti. To so zunaj jasno razmejene okoliščine oziroma pogoji. Tisto, kar pa moramo seveda s spremembami nasloviti in tisto, kar ves čas tudi pozabljamo, sistemska korupcija v zdravstvu je zelo integrirana v zdravstveni sistem. Spremembo sistema, ki bo transparenten, jasen, denar, ki ga zberemo, mora iti za zdravljenje, ne za dobavitelje, ne za neuspešno ali pa, bom rekel, megleno poslovanje z medicinskimi pripomočki in tako naprej. Te zadeve moramo tudi urediti in tu moramo posekati precej radikalno in to bo najtrši orek. Namreč iz vsega tega, torej zelo veliko je interesnih skupin v zdravstvenem sistemu, ki želijo, da sistem ostane tak, kot je. Marsikoga skrbi, da bo reforma prinesla tudi krčenje te košarice pravic. Jih upravičeno skrbi? Zdaj, skrb, kaj pomeni krčenje? Mi imamo sedaj precej široko univerzalno košarico, taka bo tudi ostala. O temu bomo pač pravzaprav dali široko razpravo, ko gledamo, kaj vse imamo notri sedaj in ko gledamo, kaj imajo recimo v razvitem svetu, so stvari, o katerih se bo potrebno pogovoriti. Namreč denarja za zdravstvo v vseh sistemih vedno zmanjka. Zakaj? Zato, ker še enkrat, zdravstveni sistem more nasloviti problematiko staranja. Problematika staranja prinese, da se stroški v zdravstvenem sistemu rapidno, eksponentno večajo, delovnega prebivalstva je malo in tukaj moramo najti kompromis in seveda tudi urediti področje dolgotrajne oskrbe oziroma socialnih storitev, ki so vedno ob zdravstvenih. To je en paket, ki so ga Finci zelo lepo spravili in funkcionira.
Sindikat Fides, ki je za 11. januar napovedal opozorilno stavko zdravnikov in zobozdravnikov, vi ste se odzvali kar ostro, pravite, da gre za izsiljevanje. Zakaj tako menite in na drugi strani, ali lahko to stavko kakorkoli preprečite? Nenazadnje, ljudje že tako ali tako ne pridejo do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo, in kaj boste naredili, če bodo zdravniki stavkali? Zdravniki so napovedali enodnevno opozorilno stavko. Bomo videli, kako se bo zadeva odvila. Z naše strani je precej nerazumljivo, da zdravnikom dvigneš plačo za 8 do 20% in potem stavkajo. Kar je iz moje strani precej nenavadno, in to se je videlo skozi 20 let, ko vlada SDS, je Fides tiho. Ko vlada nekdo drug, Fides vedno skače, izsiljuje in tako naprej. Tako da me vedno ta položaj Fidesa, ali je res to sindikat vseh zdravnikov, ali je to morda orodje z neko politično konotacijo nekoga, na to vprašanje nimam odgovora. Jaz vendarle menim, da je v sistemu zelo veliko zdravnikov, ki trdo in dobro delajo. Sam si želim, da tudi zdravniki izven Fidesa povedo svoje mnenje. Off the record, se pravi za zaprtimi vrati, je eno, potem ko grejo ven, je drugo, ampak tudi znotraj zdravništva se mora zgoditi to, kar se je zgodilo znotraj ljudi v naši državi, ki so dali jasno vedeti, da želijo en korak naprej. Fidesu smo ponudili roko, vlada se je prvič pogovarjala v zgodovini odkrito, prvič je odpravljen strop, prvič bodo lahko zdravniki 57. razreda prišli gor. Imamo jasno zavezo, da s 1.4. oblikujemo zdravstveni steber, več kot to v tej fazi ne moremo narediti. Če Fides v 2-3 mesecih napove drugo stavko, to samo ocenjujem kot izsiljevanje in hkrati pravi, da stavkajo zato, ker ponujajo vladi roko. To sta dve kontradiktorni temi. Za konec, če morda, kakšna je torej vaša zaveza, kakšno bo zdravstvo, ko boste končali ta prvi mandat? V bistvu sam bom dal zelo hitro zavezo, ker je to tudi zaveza moja predsedniku vlade in predsednika vlade državljanom. Mi moramo s 1.1.24 zagotoviti neko sistemsko spremembo, kjer bo zdravstveni sistem dostopen, bistveno bolje kot je zdaj, kjer bodo čakalne dobe precej krajše. Ko pa bo reforma zaključena ali pa implementirana do konca, recimo 1.1.26 je tisti skrajni mejnik, bi vsak mogel imeti svojega osebnega izbranega zdravnika, ki ga želi. Mi imamo nekaj 10.000 ljudi, ki tega ne želi. Vsak, ki bo potreboval zdravstveno storitev, pregled pri specialistu, bo do tega prišel najkasneje v 30 dnevih. In za vsako operacijo ali kakorkoli veliko stvar ne sme nihče več čakati kot 6 mesecev. To so normativi in standardi, če rečem, ki veljajo tako v Estoniji kot na Finskem. Ta maksimalna čakalna doba mora biti implementirana, zdravstveni sistem mora biti dobro delujoč, upravljanje zdravstvenega sistema mora biti jasno, v zdravstvenem sistemu ne sme biti uravnilovka in niso vsi enaki, ampak mora biti jasno definirano, kaj se dela za osnovno plačo, to so te standardi in normativi, in kaj je tisto, kar se lahko dela več, če kdo ne želi delati več, naj dela seveda več. Pa predvsem potrebujemo stroko, ki jo danes že imamo, da jo nadgradimo. Organizacijsko mora biti sistem tak, in če vprašate mene, si želim to, kar ima danes 1.1.23 Finska, 1.1.26 imamo lahko tudi mi. Najlepša hvala, gospod minister, za vaše odgovore. Hvala vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Nasvidenje.